Zveze prvič zaključili en dolgoletni zgodovinski spor, več desetletij star spor med Ljutomerčani in pa med ostalo Srenjo, kjer, če bi še danes gledal, zakaj je tak spor nastal, ne bi znal odgovoriti. Če bi poslušal eno in drugo stran, so take banalnosti nas, kjer nismo bili zraven, da se sploh ne moš verjeti, da iz takih banalnosti pride praktično do dualnega vodenja vseh problemov in do, jaz mislim, izčrpavanja in delitev že takole malih človeških, kadrovskih in pa, bom rekel, finančnih resursov. No, mi smo v ponedeljek na skupščini so na prošnjo Kasaške zveze Slovenije iz Ljutomera se je ta zveza vklopila in šla pod okriv, pod dežnik mame, se pravi Kasaške centrale, tako da zdaj definitivno nimamo več dveh punktov, imamo samo en punkt, samo eno krovno organizacijo. V sami krovni organizaciji imamo zdaj obe dve redske organizacije, tako Recev kot pa Kasaške zveze Slovenije, ki pa po osnovi strukturi ni nobenega problema zdaj skupaj to odvrti. Zakaj? Ker je prvič pod enotno kapo in drugič, ker so sklepi upravnih organov centrale obvezni in odločujoči za vse članice tega. Tako da jaz mislim, da smo naredili ogromen korak s tem, da smo se pravzaprav začeli v lanskem letu začeli s tem pogovarjati, so se praktično z njimi ukvarjali, s tem problemom ukvarjali 6 mesecev in da če gledam nazaj, vse kar je bilo potrebno narediti, pogajanja, dogovora, razgovora, se je včasih zdelo, da delamo korak nazaj, ne? Ampak jaz sem stvarno bil pripričan za to, da delamo za to en korak nazaj, da bomo jutri naredili 2 koraka naprej in to se je pravzaprav za skupščino Kasaške zveze tudi potrdilo. Hvala Bogu, mi smo kar nekaj stvari naredili v tem letu dni, se mi zdi pa za dolgi rok je to zgodovinski ukrep. Kot je bil po moji oceni tudi zgodovinski ukrep to, da smo se upali podpisati pogodbo za francosko kasaško organizacijo, gre za to, da smo zdaj enakopravni člani, bom rekel, Recev, francoskih kasačev in da naš kasač, se pravi slovenski, dajmo reči pod narekovajem, francoski kasač, ki bo v naši zeleni knjigi, ima popolnoma enake pravice in enake odgovornosti kjerkoli v francoskih dirkah v Evropi. In da smo pravzaprav na ta način poenostavili in pa Recem omogočili cenejši, učinkovitejši in boljše menedžiranje, bom rekel, tujih konj v slovenskem prostoru. Zdaj pa, pravzaprav jaz zmerno rečem, od nas odvisen, je pa na drugi strani dejansko zdaj iskati neko ravnovesje med razvojem slovenske domače reje, dajmo reči pod narekovajem ljutomerskega kasača, na eni strani, in spodbuja to zgodovinsko dejstvo, na drugi strani pa tudi za tako podpisan pogodbe, kot so francoski kasači, v bistvu dvigati nivo celotne kasaške srenje. Jaz mislim, da se odvisa zdaj, a to izkoristimo ali pa to ne izkoristimo. Imamo pa vse šanse za to zadevšno. In jaz z vidika tega, če bomo imeli srečo v tem smislu, da bomo finančno lahko suportirali kasaški pogon, ki predstavlja po moje v Sloveniji potrebujemo za normalno izvedbo vse srenje praktično dober $1 milijon, ki ga je danes v tem času zelo, zelo težko dobiti. To, kar je rekel kolega Viktor, dejansko vsaka kasaška prireditev nas košta med 10 in 15 tisoč evri. Ta denar je treba zbrati in v tem denarju niso všteti nobene ure funkcionarjev, volonterjev in tako dalje, kar bi praktično še poduplirali stroške. In zadeva sem jaz izjemno vesel, zadovoljen in ponosen na svoje kolege iz klubov, iz centrale, da smo uspeli v lanskem letu realizirati vse načrtovane dirke. Nismo niti ene spustili, eno smo spustili zaradi slabega vremena v Ljubljani, pa smo jo ponovili potem čez teden dni. Da smo uspeli zastavljene cilje v kontekstu vzreje, promocije, ohranitev števila sponzorjev, zadržati tudi nivo, in rezultat tega je, da je tudi Kasaška centrala po dolgem času zopet poslovala pozitivno za ostankom z delom presežka prihodkov nad odhodki. Sled tega je bil tudi na moj predlog na skupščini sprejet to, da smo praktično vse pristojbine, takse in vse, karkoli klubi, tekmovalci, trenerji
ali drugi udeleženci plačujejo nam, ne, se pravi za licence, izpite in ostalo zadevo smo znižali v povprečju med 15 in 20%. Ne. Drugo, kar smo naredili še to, v pogodbi med klubi in med kasaško centralo, ki jo moramo letno podpisovati zaradi varovanja teh stav in podobnega, obstaja dokument, s katerim se podeljuje posameznim klubom neke vrste koncesije s strani centrale, ki je priznana rejska organizacija, in pa organizacija, ki organizira stave in pa zbira podatke in tako dalje, smo praktično vsem klubom zmanjšali obseg stroškov oziroma delitev, ki je bila zdaj med centralo in med klubi, smo približno za 5 indeksnih točk izboljšali v korist kluba ali na škodo centrale. Tam, kjer je bila delitev 75, je zdaj 30, 70 v škodo centrale in v korist kluba. Moja srčna želja na dolgi rok, po zaključku mandata bi jaz želel, da centrala sama sebe živi, ne, in da je centrala tisti servis, ki pomaga klubom, tudi finančno, ne pa obratno, ne, kar se je dogajalo do zdaj. Ne. Tako da evo, imamo neke želje, imamo neke cilje in jaz sem prepričan z voljo, z močjo, z ljubeznijo, ker tle gre dejansko za en kup enega motivacijskega ljubeznega odnosa, šele pol denarja nam bo to uspelo. Ne nazadnje smo sprejeli še nekaj, to je tudi, jaz mislim, da je velik, na simbolni ravni velik korak. Ne. Mi smo, poleg tega, da smo sprejeli Ljutomersko kasaško zvezo pod okrilje centrale, ne, smo po dolgem času zopet je bil ustanovljen nov kasaški klub, Bela krajina, z sedežem v Črnomlju, ki je bil tudi sprejet na skupščini v družino kasaških društev. Danes slučajno, najnovejša vest, sem bil na Blokah, kjer se pogovarjamo iz čisto službenih odnosov in smo nam je župan že kazal, ki bi imel interes, če bi skupaj naredili neko možnost sodelovanja, da naredimo na Blokah, Novi vasi, tudi hipodrom. Sicer majhen, velikost enka iga, ne, ampak vendarle tam je bogata konjiška tradicija, slaba kasaška tradicija, in zdaj, če bi prišel s hipodromom noter in to veš predlagal okoli tega fuzbalskega placa, ne, bi bila lihta pravo, ne, bi bila zadeva dejansko zaokrožena tudi tam. Ker mislim, da imamo belo liso, ne. Škoda je, da nam je Gorenjska padla, ne, jaz mislim, na Brdu zaradi političnih igrc, na Bledu zaradi po moje čistih materialnih razmišljanj, drugačnih, ne športnih in ne lobiznih, ampak materialnih. Na Bledu je bil lep hipodromček, ne. Na Brdu je bil pa tako najlepši v Evropi. Ne. Tega zdaj nimamo in smo praktično zdaj ta dolenjski koncept pokrit, zdaj z Črnomljem, s Belo krajino imamo praktično, če gledamo od Maribora preko Ljutomera, Krškega, Šenterneja do Črnomlja, praktično ves ta konc proti Hrvaški zaprt, ne. Imamo potem še Ljubljano, Maribor in Lenart, ne. Žal, Komenda, ne, žal nimamo ta konc Notranjske do Primorske, južne, severne nič, ne. In tudi Gorenjsko zdaj nimamo nič, ne. So pa neki potenciali se kažejo in želje dejansko, da dobimo še 2-3 hipodrome, zlasti zato, da približamo to kasaštvo populaciji. Ne. Vse skupaj se bo dogajalo zaradi ljudi, ne, se ni sam sebi namen.